Dober dan, dobro jutro in lepo pozdravljeni na današnji sončen petek. Nekako se mi zdi, da imate v rokah verjetno že drugo jutranjo kavo in da boste teh nadaljnjih 45 minut izkoristili za temo, ki je bila in bo aktualna še kar do konca tega leta, če ne še v naslednjem letu. Čas po pandemiji je naša današnja tema. Z mano pa je dr. Nina Orehek Ručigaj, vodja davčnega in pravnega svetovanja na Unija Consulting. Nina, lepo pozdravljena. Živjo, hvala za povabilo. Nina, tema najina današnjega pogovora je čas po pandemiji, interventna zakonodaja. Veliko smo slišali o tem, je pa res, da je še vedno precej nejasnosti, mnenja so različna in zato bova mogoče za začetek pogledali 3 pakete smo imeli. Tako. Kaj bi mogoče izpostavljal v teh 3 paketih in na kaj ne bojo podjetja še posebej pozorna? Ja, res je, imeli smo 3 zelo zanimive pakete. Gre za pakete interventnih ukrepov in jih je treba kot take tudi obravnavati, to se pravi, da gre za interventne ukrepe. In zato, kljub temu, da smo imeli res v tem času kar nekaj mogoče izzivov z uskladitvami, s tolmačenjem zakonodaje, res moramo upoštevati, da gre za interventne ukrepe, da jih je bilo treba zelo hitro pripraviti med zelo veliko deležniki in kljub temu, da zagotovo je veliko prostora še za kakšne izboljšave, veliko zadev se bo po mojem tudi v praksi še na nek bolj ugoden način tolmačili, uredili, da bojo tudi inšpektorji mogoče bolj prijazni in tako naprej. Res je šlo zelo na hitro, tako da lahko smo veseli, da smo v bistvu dobili kar hitro tako pomoč v tako kratkem času. Če smo se v prvih 3 mesecih ali pa mogoče v tistih kratkih rokih, ki so bili vsakič po 8 dni od začetka uveljavitve zakona, ukvarjali s tem, da nismo tega zamujali, da smo hitro oddali, da smo vsa pooblastila uredili in tako naprej. Če smo se takrat ukvarjali s tem, da smo oddali vloge, se bomo pa zdaj v drugi polovici leta ukvarjali s tem, da bomo izpolnjevali pogoje. Mislim, da je to v bistvu najpomembnejši zdaj nekih del, ki jih bomo mogli podjetniki oziroma delodajalci spremljati do konca leta. Zdaj, zaradi tega priporočam res, da si res ukrepe dobro preberete ali zakonodajo oziroma da si najdete nekoga, ki vam bo lahko svetoval tukaj, da vas bo na nek način spremljal. Recimo jaz, kot svetovalka v Unija Consultinga, kot sodelavka v bistvu računovodjem na Uniji, v bistvu smo se prav odločili, da bomo sistematično spremljali naše stranke in njihovo poslovanje, da jih bomo sproti obveščali, poglejte, približujete se določenim mejam ali pa ne vem, če so kakšne težave ali pa s kakšnimi registri, ki jih je treba voditi in tako naprej. Tako da res spremljate te pogoje. Nina, hvala. Lahko pa še prej povem, sicer tisti, ki nas spremljate vsak petek, pa tudi torek, kadar imamo našo virtualno kavo, vprašanje lahko postavljate v Q&A. Jaz bom z veseljem takoj vsakega delila z mojo današnjo sogovornico. Zdaj, podjetja so prejela državno pomoč. Katere pogoje morajo za to izpolnjevati, da ne bi potem prišlo do situacije, ko bi mogli to pomoč vračati? Je tle kakšen tak model, kakšen način svetovanja, ki jim lahko pri tem pomagate? Ja, zagotovo. Ukrepi so bili različni in tudi vsak ukrep ima različne pogoje. Na začetku so bili sicer pogoji zastavljeni zelo enotno za vse, ampak so potem v bistvu ugotovili, da to nima smisla, ker določene zadeve so bile avtomatične, pri nekaterih zadevah delodajalci nanje niso mogli vplivati, zato so potem tudi določene prepovedi oziroma pogoje nekako spremenili. Mogoče, če se samo obrnemo na tiste najbolj tipične ukrepe, ki so bili, to se pravi delodajalci, ki so delavce napotili na čakanje na delo od doma, tam je tisti glavni pogoj, da bojo v letu 2020 dosegli za vsaj 10% upad prihodkov v primerjavi z lanskim letom. To se pravi, če imamo neko družbo, oziroma delodajalca, ki je posloval že tudi pred 2019, se pravi celo leto 2019, mora seveda v letošnjem letu spremljati svoje prihodke. Zdaj, ne govorimo o tem, da jih mora prilagajati, ampak zagotovo pa spremljati, namreč, če tega pogoja do konca leta ne bo izpolnjeval, bo moral potem drugo leto
pri davčnem obračunu oziroma pri pripravi letnega poročila pač ugotoviti stanje prihodkov, to primerjavo in pač sprejeta sredstva vračati. Se pravi, to so gotovo teh 10%. Zdaj, če niso poslovali celotno leto 2019, potem je treba tudi sorazmerno to računati. Računanje načeloma je relativno enostavno, je pa treba to spremljati. To je dejstvo. Pri samem povračilu nadomestila plače za delavce, ki so bili doma na čakanju, velja tudi za te delodajalce prepoved delitve dobička v letošnjem letu in pa za leto 2020, se pravi dobiček ustvarjen v letošnjem letu, in pa tudi prepoved, naprimer, pridobitve lastnih deležev, lastnih delnic, izplačila nagrade za poslovodstvo in tako naprej. Tako da to je tudi ena od zadev, ki je bila tudi v praksi veliko, smo jo predebatirali, ker veliko delodajalcev ima tak sistem nagrajevanja in so se potem odločali, ali se bojo sploh prijavili na zavod delavce ali ne. Mogoče tukaj sam še za izpostaviti prvotno ta člen glede prepovedi delitve dobička, je v bistvu določil celo prepoved delitve nagrad delavcem, ne samo poslovodstvu. In zato je bilo res na začetku za marsikatšnega delodajalca to, bomo rekli, malo nerodno. Potem so ta del spremenili in v bistvu so potem delodajalci se lahko prosto prijavljali. Moram reči, tudi na začetku smo res morali spremljati zelo pogosto navodila zavoda, navodila FURS-a in v bistvu, če se spomnim zdaj nazaj, vem, da je bilo ves čas govora, dajte se prijaviti, dajte koristiti te ukrepe, ker je bilo res mišljeno dobro, je bil pač mogoče na začetku malo narodno napisan. Tako da so se te stvari popravile. Tako da ta prepoved delitve dobička je nekaj, kar bo treba paziti. Zagotovo tudi vso dokumentacijo, ki je bila s tem povezana, to se pravi, da so pogodbe o zaposlitvi bile ustrezne, napotitve na delo na čakanje, dopisi o tem, da se delavci vrnejo, da so sproti delodajalci obveščali zavod in tako naprej, da so delavcem izplačevali ustrezna nadomestila plač in tako. To so stvari, ki jih bojo potem inšpektorji tekom leta ali oziroma naslednja leta preverjali. Mogoče smo v tej evforiji, ki je bila, kakšno stvar tudi malo narobe naredila, to se bo potem lahko tudi saniralo mogoče tekom leta ali pa pač v naslednjih letih. To je, kar se tiče teh, ki so bili na čakanju. Kar se tiče kriznega dodatka in pa oproščenih prispevkov za PIS, tudi tukaj smo imeli kar precej različnih tolmačenj FURS-a, moram reči, da smo se malo lovili, ampak na koncu je bila dejansko odločitev ta, da je krizni dodatek za delodajalce, ki so znotraj tega ukrepa, to se pravi, da niso porabniki, neposredni, posredni uporabniki proračuna več kot 70% ali pa da niso zavarovalniške družbe z več kot 10 zaposlenimi, da je ta dodatek obvezen. Moram reči, da tudi tukaj je bila najprej tista prepoved delitve dobička in se spet delodajalci niso odločali za to varianto. Kasneje je bila ta prepoved črtana. Krizni dodatek je pa obvezen in smo s FURS-om so potem nas že opozarjali, lejte, to morate izplačati, to morate urediti, seveda v pravilni višini, ker če ga izplačate premalo, ste v prekršku. Samo oprosti, zadnji del ti je malo zamrznil ekran, če mogoče samo ta zadnji del, ko si govorila o kriznem dodatku, ponoviš. Ja, pri kriznem dodatku res mogoče samo, če opozorim na kratko za naprej, to se pravi, da je treba preveriti, ali smo izplačali pravilno višino. To se pravi, ne več kot 200 evrov, ker če smo izplačali preveč, je to dohodek, ki se obdavči z dohodnino in s prispevki, ker je to dohodek iz zaposlitve. Samo 200 evrov je dejansko neobdavčenih, paziti moramo, da, ne vem, recimo, če je bil delavec na dopustu, mu za tisti dan ne pripada. To se pravi, treba pol ustrezno manjši znesek dodeliti. Če smo dali pa spet premalo, smo pa v prekršku z tega vidika, da smo dali premalo, tako da je treba res izračunati ustrezno višino. Res smo imeli pa kar nekaj težav tudi v praksi, pa delodajalci nekateri mogoče niso bili čisto prepričani, malo so bila mešana navodila in se potem niso čisto odločili, kaj narediti. Tako da smo jih pač na to opozarjali. In enako je bilo v bistvu s prispevki z oprostitvijo prispevkov za PIS. Tudi delodajalci, sploh bom rekla tuje družbe, korporacije in tako naprej, ki nočejo imeti preveč stika ali pa dela z državo, pa z nekimi takimi ukrepi. Ko hočejo delati normalno, tako kot so delali ves čas, mogoče niti niso imeli težav, da v tem času ne bi imeli dela in so delavci normalno delali v doma, sploh niso se posluževali recimo teh oprostitev PIS. Oni so pač delali normalno naprej, ta krizni dodatek so seveda dali, ker je obvezen, sicer pa se niso hoteli kaj preveč ukvarjati s tem. To je to.
kar se pa tiče samozaposlenih, to se pravi, če govorimo o SP-jih in pa o delodajalcih oziroma družbah, enoosebnih družbah, pa vemo, da so imeli na voljo oprostitev prispevkov vseh in pa izplačilo mesečnega temeljnega dohodka. Tukaj bi pa pač spet opozorila, da je šlo za tiste pogoje 10% zmanjšanja, prepoved likvidacije v tem obdobju, v času prejemanja sredstev in pa v nadaljnjem enakem obdobju, potem razne prepovedi glede delitve dobička in pa tako naprej. Tako da je kar nekaj pogojev, ki jih je tukaj treba paziti in jih je treba pač res vse upoštevati do konca leta. Jaz ko rečem, vedno je treba pogledati, kaj je najslabši scenarij, ki se nam lahko zgodi. Črni scenarij je pač vračanje sredstev, do katerih nismo upravičeni tako ali tako. Zato res smo tudi mi svetovali strankam, dajte prijaviti, vložite vlogo za pridobitev teh pomoči. Če boste pač tekom leta ugotovili, da vam gre super, boste pač samo vrnili tisto, kar vam itak ne bi pripadalo. Kaj pa recimo ni na panoge, ki so praktično zaprla svoja vrata za 3 mesece, kakšna so še zdaj zaprta in se odpirajo s 1.7., naprimer in so vezane tudi na sezono, podjetja, ki delujejo v turizmu, hotelirstvu in tako. Kaj pa so bile kakšne specifike tukaj? Na žalost ali pa na srečo ne. Dejansko so bili ukrepi PKP 1, 2 in 3 zastavljeni na splošno. To se pravi, smo delili družbe na delodajalce in pa na samozaposlene. In dejansko so bili tako tudi vsi ti ukrepi nekako določeni. Tako da ni bilo dejansko nobenih posebnosti, zato ker si ti, ne vem, v turizmu, velja pa zate neka dodatna pravila. Zdaj, edino, kar je bilo, to se pravi, je vezano na nek način na panogo, je recimo, da so bile te zavarovalniške družbe izvzete iz določenih ukrepov, se pravi, bolj na ta negativen, izključevalni način. Da bi pa za kakšno posebno panogo koristili neke dodatne ugodnosti, pa ne, razen kar je bilo tisto z odlokom o tem, katere dejavnosti se odpirajo, pa katere ne, vemo, da je šlo postopoma, v bistvu na tak način se je recimo določenim panogam lahko rečemo pomagalo, da so se prej odpirale. Direktno za zakonodajo pa ne. Zdaj na eni strani smo imeli ukrepe, ki so v bistvu pomagale prebroditi to krizo podjetjem, potem so pa druga, ki pa gledajo malo naprej oziroma omogočajo še naprej neko nemoteno poslovanje. Je tle kakšna taka stvar, na katero je vredno opozoriti podjetja, ne glede na to, gre za manjše ali večje podjetje? Ja, zagotovo so ene od zadev, ki so za naprej, oziroma so bili že zdaj aktualni, pa bojo tudi še za naprej, so možnosti odloga plačila, se pravi, kreditnih obveznosti. To je ena zadeva, ki bo absolutno še obstaja naprej. Druga zadeva, ki je zdaj s tem PKP 3 paketom, to se pravi, s tem PKP 3 paketom, ki se uporablja zdaj junija še, sta dva ukrepa možna. Eno je podaljšanje, da so delavci doma na čakanju. Prvotno je bilo mišljeno, da bo to veljalo samo za turistično panogo, ampak so potem v bistvu v zakonu razširili na vse delodajalce. Tako da v bistvu vse, kar je veljalo od 13. marca do konca maja, velja zdaj isto enako naprej. Možnost, se pravi, da so delavci doma na čakanju. Edino, kar je tukaj spremenjeno, je višina nadomestila, ki ga mora prvič delodajalec zagotoviti delavcu in pa drugič, ki ga država potem povrne delodajalcu. Tako da tukaj so višine zdaj malo omejene. Je pa to gotovo zdaj še aktualna zadeva, tako da tudi se še lahko delodajalci odločijo do konca meseca, da to koristijo. Druga zadeva, ki je pa trenutno predvidena do konca letošnjega leta, je pa kombinirano delo. To pomeni, da delamo s skrajšanim delovnim časom, recimo 4 ure na dan. 4 ure na dan delamo, normalno, polno, plača normalno za te 4 ure, za 4 ure pa smo doma na čakanju za delo. Tako da je tudi ta kombinacija, varianta možna do konca leta. Delodajalci jo bodo lahko koristili v vsakem primeru, ne glede na to, ali bodo za tisti čas, se pravi za tisti čas, ko bodo poslali delavce na čakanje, koristili pomoč države ali pa ne. To se pravi, če ne bojo izpolnjevali pogojev, recimo teh 10% upada prihodkov in pač to mogoče ne bo koristili, ne bojo mogli se prijaviti za povračilo, ampak bodo pa lahko vseeno uveljavili tak način dela. Tako da to je zagotovo še ena zadeva, ki bi jo izpostavila. Druga, mogoče pa še ena zadeva je pa ta, ki smo pa v praksi ugotovili, je pa to poroštvo države na kreditne obveznosti.
kjer v bistvu ne vemo, čakamo en drugega. No. Tako da tukaj bomo še videli. Gotovo bo prišlo do tega, do realizacije tega v praksi, kdaj točno, pa ne vemo. Banke so podale na to zadevo, mislim, da nekih 170 predlogov sprememb te zakonodaje, tako da bomo še videli, kaj se bo tukaj. Ja, to je bilo tudi eno od mojih vprašanj, ker je kar nekaj podjetij spraševalo tudi to že v preteklosti, no, da so tle pogoji precej nejasni, tako da. Tako. Vse vemo interesa, ne? Prvotni interes države je bil zagotovo, da pomaga, ne? Absolutno mora postaviti. Bankam je pa to po eni strani tudi dobro in slabo, ne? Tako da, ja, zagotovo se bodo mogli tukaj najdeti nekaj vmes oziroma z nekimi bolj natančnimi navodili, da bodo lahko potem podjetje, katerim je pa to dejansko namenjeno, lahko sploh začela to koristiti. Tako da upajmo, da čim prej, tudi mi. Če se zdaj pogledava še finančno upravo FURS, napovedovali so predtem podrobnejše preglede davka na dohodke pravnih oseb, skrbnejše preglede plačila DDV-ja. Kaj lahko pričakujemo pa zdaj v tem času, ko imajo še dosti drugih stvari, od možnega vračanja državne pomoči do ostalih pregledov? Kaj lahko tle pričakujemo? Ja, zdaj tako bom rekla. Mislim, da ne bodo pretirano odstopali od svojih načrtov. To se pravi, celotni program za izvedbo inšpekcijskih postopkov bo verjetno ostal zelo enak, kot je bil do sedaj. Razen tega, da bo seveda sedaj dodali še v bistvu vsa ta področja, ki so prišla skupaj s temi interventnimi ukrepi. Ampak moramo pa res opozoriti, da ne bodo zdaj pa nehali izvajati tistih ostalih inšpekcijskih postopkov. Vsi inšpekcijski postopki, ki so se izvajali, oziroma so se že začeli izvajati pred to epidemijo, pa so v bistvu zdaj v tem času malo stali, bojo se nadaljevali. Mi imamo kar nekaj v bistvu strank, ki so v inšpekcijskih postopkih in jim pač pomagamo, in ugotavljamo, da se inšpektorji niso pustili kaj dosti zmotiti s temi zadevami. Če kaj mi je en inšpektor zadnjič rekel, da je imel zdaj v tem času čas se še malo bolj poglobiti v zadevo, da se malo bolj raziskati, in je imel potem še dodatna vprašanja, tako da seveda zdaj, če je zadeva čista, potem ni problema, če imamo pa kakšne probleme, pa se moramo pa pač odzvati na ustrezen način. Tako da ja, načeloma ostajajo zadeve tako, kot so bile. Gotovo tiste zadeve, ki so na strani FURS-a še vedno aktualne, DDV, postavke po DDPO-ju, razna vozila iz tujine in podobno, transferne cene, poslovanje s tujino. Bom rekla tudi inšpekcijski postopki na področju recimo teh lastnih deležev, ki so bili v preteklosti zelo zanimiva varianta. Tega vidimo, da je res še kar veliko. In mislim, da ker moram pa tako reči, se pravi, FURS postavi program za izvedbo inšpekcijskih postopkov zelo strukturirano. To ni načrtno, zdaj bomo šli pa gledati tega pa tega, ampak je zelo metodološko, to se pravi, glede na vrsto davka, velikost zavezancev in tako naprej. In v bistvu zagotovo jim je in bo v interesu izvajati inšpekcijske postopke takrat ali pa tam, kjer bodo lahko pobrali čim več davka. Tako da zdaj, če pogledamo tele pomoči, zagotovo družbe, ki so imele recimo veliko zaposlenih, so pridobile veliko pomoči. Tako da zagotovo lahko mogoče pričakujejo, da se bo mogoče kdo kdaj oglasil. Zdaj, ali bo to delovni inšpektor, ali bo to davčni, ali bo neka kombinacija, težko rečem. Zdaj, za tiste manjše pa jaz upam, da jih bodo pustili primerno. Ker tudi smo opazili, recimo, če poznate, dejansko v zakonu piše, recimo, ko ti vrneš delavca nazaj v delovni proces, moraš o tem obvestiti zavod. In seveda delodajalci so pozabili ali pa, ne vem, niso bili toliko na tekočem s tem. Marsikakšen delodajalec nima, ne vem, interne službe, ki se samo s tem ukvarja, in še to, da ga je prijavil, je še dobro. Tako da tudi zavod je bil zelo razumljiv pri teh stvareh. Moram reči, da so bili res prijazni. Tudi, kadar smo rabili kakšna pojasnila, smo zelo hitro dobili. Tako da res predlagam delodajalcem, če vam kaj ni jasno, če ne dobite odgovorov, res pišite, pokličite. Mislim, da so bili zelo, zelo kooperativni, bom rekla. Zdaj omenila si prej to kombinirano delo, se pravi čakanje na delo pa skrajšan delovni čas. Kar precej ukrepov se je nanašalo na delavce, zdaj glede na to, da je
se bliža počitniški čas. Kako je pa pri čakanju na delo organizirano to koriščenje letnega dopusta? Ali lahko delodajalec v bistvu zapove delavcu, da izkoristi letni dopust? Ja, to je bila ena taka pereča tema tudi v tem obdobju, bi rekla. Lejte, treba je izhajati iz namena letnega dopusta. Kaj je namen? Že sam zakon o delovnih razmerjih, katerega osnova so v bistvu mednarodna organizacija dela in konvencije sprejete strani te organizacije. In če bi šli mi gledati tam pojasnila, zakaj sploh imamo mi uzakonjen letni dopust, ta obvezen letni dopust, je zato, da se delavec spočije. Zdaj, naprej sicer piše zato, da bo lahko naprej opravljal delo, ampak predvsem zato, da se spočije. In zdaj, če odgovorim na vprašanje, načeloma ne. Delodajalec ne sme odrediti koriščenja letnega dopusta, samo zato, da bi, nek proces olajšal si, razen če bo delavec v tistem času se prvič strinjal in dejansko uporabil ta čas kot, bomo rekli, za lastni počitek. Vse s soglasjem delavca. In seveda ob upoštevanju delovnega procesa, potreb delovnega procesa in tako naprej. Tako da zagotovo, mogoče delavec, ki se ne bo na začetku takoj strinjal, če mu bo delodajalec razložil, lejte, zdaj imamo tako situacijo, potem bomo imeli povečan obseg dela, takrat ne boš mogel koristiti dopusta, ker te bomo potrebovali. Delavec lahko na podlagi zakona o delovnih razmerjih samo v določenih primerih zahteva dopust na konkretno določen dan. Sem prepričana, da bo delavec razumen delavec, tudi pristal na nek dogovor. Načeloma, da bi ga pa prav odredil, pa ne. Zdaj pa, če greva kar na vprašanje, ki so ga dobili strani naših gledalcev. Ni se sicer podpisal nekdo, ki je postavil vprašanje. Zanima me, če pričakujete... Evo, zdaj ga vidim. Zanima me, če pričakujete močno povečano brezposelnost po koncu državne pomoči in kakšne ukrepe bi morala država sprejeti zdaj, da bi čim bolj zmanjšala brezposelnost? Ja, tako bom rekla. Zagotovo nismo še videli čistega dna vpliva epidemije na gospodarstvo. Bom rekla, ta prvi sunek ali pa ta prvi odziv gospodarstva v smislu odpovedi delavcem in pa to povečano število brezposelnih na zavodu se že pozna, zagotovo. To je eno. Mislim pa, tako kot se pogovarjamo s kolegi pa iz drugih družb, da nas čaka še en tak val ali pa dva. Tako da zagotovo nismo še prišli do tega, da bi se čisto ustavilo, se pravi, ta brezposelnost. Se pravi, da bodo zagotovo še prišli kakšen val v zvezi s tem. Tako da verjetno ja, upam, da ne, seveda ne. Zdaj, kaj je država naredila? Ravno ta kombinacija skrajšanega delovnika s kombinacijo čakanja na delo od doma je v bistvu ena zelo dobra varianta, da v bistvu namesto, da delavca, za katerega dela nimamo, da mu damo odpoved, ga pač damo v tem času na čakanje. Mislim, da je to ena boljših variant, s katero lahko rešimo. Zagotovo vsak ukrep, ki bi pač preprečeval zmanjšanje števila zaposlenih, kot je recimo kakšno subvencioniranje že zaposlitve teh, ki so že na zavodu. Mislim, da nekaj ukrepov itak je, da lahko delodajalci koristijo za zaposlitev ljudi, ki so že na zavodu. Na nek način se pravi spodbuja delodajalce z nekimi takšnimi drugačnimi ugodnostmi, da zaposluje ljudi, ki so brezposelni. To bo pa treba tudi veliko narediti na izobraževanju delavcev, na spodbujanju delavcev, da investirajo v sebe in da na ta način v bistvu povečajo svojo zmožnost za iskanje nove zaposlitve v vsakem primeru. Zdaj ta skrajšan delovni čas, mi EMČEM ima v svojem okviru delovanja tudi finančno komisijo in je bil pred leti, v zadnjih letih, nekajkrat tako kot ena od tem, seveda nikoli tako zelo izrazito in resno. Zdaj po tej pandemiji pa seveda se bolj glasno pogovarjamo o tem. Koliko ti misliš, da je možnosti glede na to, da tak sistem poznajo v Nemčiji, da se lahko pač glede na povpraševanje, glede če so to pač realni sektor proizvodna, da lahko pač delavci delajo s skrajšanim delovnim časom. Koliko je za to možnosti v Sloveniji, da se kaj takega pač uveljavi? Ja, jaz upam, da. Zagotovo. Mislim, ta ukrep se je izkazal kot koristen že v prejšnji krizi. Zdaj smo ga spet na nek način uvedli za te pol leta, ki še ostane do konca leta.
Jaz mislim, da ja, meni se zdi to zelo dobra ideja. Tudi vsi trendi, ki raziskujejo delovno aktivnost, učinkovitost, bomo rekli, celokupno dobro počutje delavca v delovnem procesu, kažejo na to, da je treba ta čas spremeniti ali zmanjšati ali postati bolj fleksibilen in tako naprej. Saj sami vemo, ko smo v taki branži, recimo sploh tej svetovalni, čisto vse nas, jaz delam to tukaj ob 4, ali delam doma ob 10 zvečer, velikrat, ali delam to iz Havajev, ali delam to iz kjerkoli drugje. Tako da gotovo, jaz mislim, da, veste kako je, mi pravniki velikrat rečemo, da najprej družba pokaže, kaj hoče, potem moramo pa mi to v člene spraviti. Tako da, ko bo družba tukaj tako močno to pokazala, da to funkcionira, da to deluje, da bodo delodajalci to koristili, ta ukrep, bo verjetno tudi zakonodajalec potem prišel. Zdaj, ja, to delo od doma, ki ga ravno omenjaš, to je ena od takih zelo dobrih oblik neke fleksibilnosti dela, ki se je tudi pojavljala že kar nekajkrat tudi v javnih razpravah. Mi v MČM-u seveda smo to že kar nekaj časa nazaj, glede na to, da so naš del tudi multinacionalke, ki to obliko dela poznajo, ponotranili. Vsi pa zelo veliko opozarjajo na to primernost dela od doma, se pravi prostora, ti inšpekcijski pregledi. Kaj misliš, koliko je tukaj zakonodaja rigidna in kako bi se to dalo na nek enostaven način urediti? Imate kakšne izkušnje s tem? Ja, zakonodaja je zelo rigidna, bi rekla. Zagotovo delo od doma, se pravi, če nekako pogledamo, urejata dva predpisa v principu. To se pravi, eno je ta delovnopravni vidik, da moramo imeti ustrezno pogodbo o zaposlitvi, v kateri je predvideno delo od doma, da je treba to predvideti tudi v internih aktih delodajalca in da je to treba poročati za vsakega delavca, tudi inšpektoratu za delo, predhodno z vsemi informacijami in tako naprej. To je en čist tak zakonodajno predpisan postopek, ki ga je treba speljati. Seveda v nasprotnem primeru smo odgovorni za prekršek in tako naprej. Druga zadeva, ki pa tukaj pride v poštev, so pa predpisi na področju, kot si omenila, varstvo pri delu, varstvo od dela od doma in tako naprej. Mislim, da se tukaj naša praksa, zagotovo pa ne zakonodaja, še ni temu sploh začela prilagajati. V zakonu samo piše, da mora delodajalec zagotoviti, da ima delavec doma varne pogoje za delo. Zdaj, varni pogoji za delo, če ne bi bilo varno, verjetno tudi ne bi živel tam. Zdaj, kaj pomenijo varni pogoji za delo, mogoče samo v tem smislu, da mu zagotovi ustrezno opremo, stol in tako naprej. Zdaj, ali so stene dovolj debele, ali so šipe dobre, da se mu ne bo kaj na glavo streslo. To je tako neživljenjsko. Tukaj mislim, da bi bilo treba te stvari seveda mačkam bolj sprostiti na nek način. Tudi sama odreditev dela od doma, da moraš zaradi tega spreminjati pogodbo o zaposlitvi, ne vem, kdo to sploh počne v praksi, bom rekla. Ampak koliko pa, Nina, ste se pa vi do zdaj, do pač pandemije, do tega, ker smo bili nekako prisiljeni delati od doma, če smo le lahko, seveda. Koliko ste se vi sploh do zdaj srečevali s tem, da ste delodajalcem pomagali pri neki ureditvi, tudi neke vrste pogodbo z delavcem, da dela od doma ali da delno dela od doma? Smo. V bistvu, kadarkoli je prišel kakšen delodajalec, recimo, da smo prevzeli računovodstvo v smislu recimo obračuna plače, smo seveda vedno pregledovali tudi pogodbo o zaposlitvi in pač po pogovoru z delodajalcem ugotovili, da nekateri delavci delajo od doma, zlasti je to značilno bilo za tuje delodajalce, da v bistvu so imeli na tak način urejeno in smo jih vedno pač opozarjali, da je to treba urediti, da pač pri nas zakonodaja tako določa in da je to treba narediti in seveda so se strinjali. Tako da smo pogodbe že na tak način zastavljali. Ampak to so tisti delodajalci, ki pridejo dejansko do nekega svetovalca, ki jim to pove. Ogromno je pa nekih družb, delodajalcev ali pa, ki smo recimo delali kakšne skrbne preglede, sploh niso pomislili na te zadeve. Oni so pač, je bil delavec doma, pa ni bilo tega, niti v pogodbi o zaposlitvi, niti niso inšpektorji nikoli javili in tako naprej. Tako da imamo neke prakse, jaz mislim, da je tudi malo stvar izobraženega delodajalca, koliko je skrben, nekateri pa pač tudi prevzemajo nek določen riziko, reče, jaz ne bom zdaj od celega sistema obračal na glavo, če bom imel inšpekcijo, se bom pač takrat na nek način zagovarjal. Ali pa tukaj sledimo mogoče dobrim praksam tudi iz tujine, glede na to, da je to le prišlo mogoče iz zahodnega sveta, ta način,
ki tudi optimizira stroške po eni strani. Zagotovo. Saj že mnoge stranke delodajalci ugotavljajo, da bojo lahko zmanjšali zdaj v bistvu prostore za pisarne in tako naprej. Tako da bo tudi stroškovno za njih zelo zanimivo. Ja, tudi smo slišali, da v bistvu tudi korporacije, ne vem, Google in podobno, ugotavljajo, da delo od doma super. Tudi predvsem recimo, če v Ameriki, ko vemo, da je pot potovanja od doma do dela lahko traja uro, dve, gotovo je to ena super metoda. Ja, tako bom rekla, zakonodaja tukaj še ne sledi praksi. Jaz upam, da bo, delodajalci seveda so temu naklonjeni, bomo mogli pa mogoče mi, tudi vi, na MČM tukaj to porivati malo naprej, da se bo mogoče zakonodaja kaj spremenila v tej smeri. Ampak spet, pri zakonodaji moramo tudi malo premišljeno, tako da tudi ni vedno vse tako bleščeče, to treba pogledati za naprej. Tudi potem, če rečemo nadzor delavca, da upravlja delo, ker po drugi strani, če bo ta delavec delal od doma in bo imel dostop, ne vem, do serverja oziroma do teh datotek, kako se zagotovi varstvo osebnih podatkov, varstvo poslovne skrivnosti. To so občutljive zadeve, po eni strani, po drugi strani pa tudi, kako lahko delodajalec potem nadzira tega delavca, da on dejansko, ne vem, če ima 8-urni delovnik, da sedi od 8 do 4 za računalnikom, oziroma kot se dogovorita, bom rekla. Tako da to so res občutljive zadeve, vemo, imamo GDPR nam je tudi obrnil življenje na glavo in treba bo zadeve vzeti v kontekstu vseh teh sredstev. No, to, kot si omenila, tudi ta informacijska varnost in splošna varnost, vse to so teme naših komisij, tako da bomo tudi veseli tebe in vaših strokovnjakov, da se pridružite temu našemu zagovorništvu in da skupaj naredimo en dober osnutek dela od doma, zakonodaje za delo od doma. Zdaj so pa dobile eno bolj makroekonomsko, bi rekla, vprašanje. Kakšno okrevanje pričakujete, gospodarsko okrevanje? Govorijo so veliki analitiki, še zdaj govorijo o različnih krivuljah, a bo to krivulja V, a bo to krivulja U, kakšno je tvoje mnenje? Moje mnenje, nisem ekonomist, tako da res je to samo moje skromno mnenje. Tako bom rekla, preden je prišla tale pandemija, smo malo čutili, da se hoče malo nakazovati malo upad. In kar nekako je sovpadal potem s to epidemijo in upam, da je to. Upam, da smo zdaj pač doživeli hkrati ta predviden ekonomski, bom rekla, upad plus dejansko primoran upad zaradi ustavitve vsega skupaj. Upam, da je to, da je to da gremo gor, da gremo naprej. Se pravi, nekako optimistično navzgor, tako kot MČM, z optimizmom gledamo. Tako. Ne, moramo biti pač pozitivni. Jaz upam, da ne bo sicer se ponovil tole jeseni, predvsem z vidika zdrave ljudi, seveda, tudi gospodarstva in tako, pa upam, da gremo naprej, da gremo dalje. Zdaj, vseeno delate z različnimi industrijami, z različnimi podjetji, z različnih panog, nekatera so se mogla popolnoma ustaviti, druga so noro prosperirala, kot je online trgovina in dostave. Imaš občutek, imate občutek prvi svetovalci, da je država dovolj naredila za reševanje podjetij, ker imamo različna mnenja. Eni, da smo naredili vse in še več. Kaj bi se lahko še naredili za zaščito delavcev ali pa za pomoč pri reševanju določenih podjetij? Ste našli še mogoče kakšen tako področje? Ja, smo. Bom rekla, da sem mogla kar strniti, oziroma kar malo pomisliti, kaj sem se vse spomnila v teh 3 mesecih, ko smo bili noter v mesu, kot se reče. Takrat, ko si noter, pa zakaj pa ni to tako urejeno, ali pa kaj pa, če bi bilo še to zraven, takrat imaš ogromno nekih idej. Zdaj smo, se mi zdi, že kar malo pozabili, da smo bili 3 mesece doma. Tako da, ja, zagotovo je nekaj ukrepov, ki bi jih mi še predlagali, jaz sem si jih kar zapisala, da ne bom pozabila. Moram pa reči tudi to, da so nas kontaktirali veliko recimo malih SP-jev, malih podjetnikov, res malih, ki so rekli, lejte, mi smo poslušali poročila nevladnega govorca, vse te, kaj bomo vse naredili,
zdaj pa tega v zakonu ni, a jaz zakona ne znam brati, a tega zdaj noter ni, a bo to v PKP 2, a bo v PKP 3 in smo mi rekli, ja, lejte, to je bil predlog, zakon so spremenili in zakon je tako, kot je, a ne. In potem so bili kar malo hudi, no, potem so nas kar prepričevali, lejte, pa je vpisalo v financah, da bo tako pa tako, a ne. Ja, ne moramo kaj, ne, zakon je napisan, tako da, ja, gotovo ena od zadev, ki je bilo malo govora o tem, pa potem ni prišlo do tega, so financirane najemnin, zasebnih najemodajalcev. Govorilo se je o tem, v zakonu so potem uzakonili samo to, da se ne plačujejo najemnine v prostorih, katerih lastnik oziroma najemodajalec je država oziroma občina. Se pravi, samo za najemnike, ki so v takih prostorih. Če govorimo recimo čisto City Parku, o tem kompleksu ali pa v katerem koli drugem, recimo trgovskem centru ali pa drugih prostorih, v bistvu se te trgovine so bile zaprte, najemnine so se plačale polne. Tako da zakonsko ni bilo nobenih posebnih ukrepov za to, da bi se te najemnine lahko zmanjšale. Tako da so se morali najemniki spogajati direktno sami z najemodajalci. Mi smo v bistvu potem šlo svetovali podjetjem, ko so bili v takih centrih, da se povežejo najemniki skupaj, pa naj poskusijo čim boljši dogovor doseči. Tudi mi recimo na Uniji, ko v bistvu dajemo prostore, tukaj smo se mogli dogovoriti za znižanje najemnin oziroma za neke popuste in tako naprej. Tako da tukaj je bila spet malo samoiniciativnost, proaktivnost najemnikov, da so si pač zoptimizirali stroške. Tako da te najemnine zagotovo. Govora je bilo na začetku tudi o tem, da bo država zagotovila sredstva za odkupe terjatev. To se pravi, vemo, faktoring, odkup terjatev, izterjava in tako naprej. Je bilo na začetku govora, da bo sredstva za te odkupe zagotovila država, potem je zadeva potihala in v bistvu ni bilo nič potem s tem. Tako da veliko smo imeli tudi okrog tega, da ko imamo finančno svetovanje, smo poskušali strankam pomagati, da bi prodale svoje nezapadle terjatve, v bistvu zagotovile likvidnost, pa smo imeli potem kar nekaj težav recimo s tem. Vsekakor čim prej zagotoviti poroštvo države pri teh kreditih, absolutno. Tudi hitrejše obravnave postopkov na bankah. Vemo, banke tudi imajo svoje postopke in tako naprej. To so vsi veliki procesi, noter je treba v bistvu iti čez ogromno nekih komisij, čez nekih postopkov, kar je seveda razumljivo. Mogoče, da se tukaj pač, če lahko oni karkoli naredijo v zvezi s hitrejšo obravnavo, bi bilo vse super. Ja, jasna zakonodaja, kako sem rekla, na začetku že je bilo, to so interventni ukrepi in jih je treba kot take seveda upoštevati. In tudi mislim, da državni organi v smislu FURS-a, zavoda so bili do zdaj precej razumljivi, upajmo, da se bojo kakšne stvari še popravile. Recimo, če samo spomnim, da ne pozabimo, imeli smo najprej zakon, ki je bil sprejet, pa potem sploh ni živel, o povračilu nadomestila plače in prispevkov, ki je določal razmerje 40-60, potem je pa takoj bil že obljubljen PKP 1, ki je povozil za nazaj in tisti teden, bom jaz rekla, mi smo imeli tako norišnico, a prijaviti, a ne prijaviti, a čakati, a kaj narediti. In potem še, ko je bil ta PKP 1, ko so bili te prepovedi delitve dobička, pa spet cela drama. Tako da ta mogoče bolj jasna besedila členov, ne vem, razlage. Bom rekla tudi tako, FURS je ves čas govoril, ja, se to vse velja v bistvu 13. marca naprej, v zakonu je bilo za april in maj, Mislim, zakonske podlage za tako tolmačenje ni bilo, vse smo pol videli, da so imeli to v predlogu, ampak bom rekla, že za nas svetovalce je težko svetovati, ko veš, da ni, za delodajalce, ki so pa sami v tem, je pa sploh težko, Praktično o delu od doma, to se pravi, da se to uredi bolj praktično. Kaj bi še rekla? Boni, zagotovo se da na tem področju še kaj dodati, spremeniti, izboljšati, razširiti. Imeli smo kar nekaj, mi imamo tudi pač gostinske obrate kot stranke, in so mogoče izpostavili njihov praktičen problem, ki je čisto življenjski. Oni delajo celo poletje, je glavna sezona, pa če rečemo december, recimo, veseli december in tako naprej. Kako se bojo oni razvrstili za porabo tega dopusta in teh bonov, ker je predvidena veljavnost samo do konca leta. Mogoče ne vidim, zakaj ne bi bila ta veljavnost teh bonov, ne vem, do konca naslednjega leta. Recimo, sej že tako veliko ljudi, po mojem, tudi ne bo tega izkoristili, kakšni starejši pa tako, Ja, mogoče še tale skrajšani delovnik, da se na nek način sistemsko uredi tudi za naprej.
na nek bolj praktičen način. Tako da predlogov je kar nekaj, to zdajle sem si jih včeraj popoldne napisala, gotovo bi se še kaj spomnila, če bi imela še kaj več časa. Tako da Sej čas naj že kar malo priganja, samo še nekaj minut ima, tako da mogoče vprašanje ali dva, sicer sva še eno vprašanje dobile, ki sva ga že kar obdelali, sicer kaj bi morala država spremeniti glede dela od doma, kaj so vaša priporočila, na to sva že kar odgovorili, razen če bi rada še kaj dodala, mogoče. Dodala bi, da je res treba to celovito urediti, da ni to preprosto vprašanje, a ne. Tako, kot smo rekli prej, res ta informacijska varnost, recimo tudi naša IT služba nas ves čas opozarja, ne, pazite na te maile, pazite na phishinge in tako naprej, ne, ko si ti doma, je ta izpostavljenost še toliko večja, tako da tukaj je res treba to upoštevati, ne, tako da ne govorimo o tem, da smo bolj papeški od papeža, ne, samo da počasi pa bomo prišli tja, ne. Zdaj, mogoče bi res kar zadnje vprašanje, odvisno koliko časa boš odgovarjala, pa če ne dobivaš še kakšnega od gledalcev, ampak predtem, ko so se začeli pogovarjati v živo, sva malo govorili, kaj še opažate, kaj bi še rada izpostavila in se omenila mala in srednja podjetja, ki so bila najbolj na udaru. In v bistvu si zdaj tudi želijo malo bolj globalne vpetosti, iskanje nekih partnerjev, kako jim tukaj lahko pomagate? Ja, to je bilo pa zagotovo ena debata, ki smo jo imeli svetovalci, in sicer zagotovo se bo zdaj pokazalo, seveda mala in srednja podjetja oziroma mikro in majhna, bom tako rekla drugače. To je ena super priložnost za ustvarjanje nekega družinskega podjetništva ali pa nekega hobija, ki se je razvil v neko dejavnost. Ampak zagotovo bo tukaj tudi ena priložnost, da se mogoče sklepajo kakšna partnerstva. Da poiščemo mogoče, bom rekla, kakšnega konkurenta, mogoče kakšnega dobavitelja, kupca. Se pravi, te povezave so lahko horizontalne, vertikalne, se poznamo v zadnji teorijo. In v bistvu premislimo, ali lahko skupaj postanemo večji in zato dosegamo tudi boljše pogoje na trgu. Seveda moramo temu primerno razdeliti dobiček, ampak če smo večji, če smo močnejši na trgu, zagotovo je potem ta potencial tudi toliko večji. Tako da pričakujemo, da bo teh postopkov, bom rekla, prevzemov ali pa nekih združitev, pripojitev ali pa nekih samo ekonomskih partnerstv po pogodbah, v tem letošnjem letu več. M&A, bom rekla, prevzemi, pripojitve so itak živa zadeva, to ves čas laufa, bom rekla po domače, ampak mogoče, da v letošnjem letu tega lahko pričakujemo še več. Nina, evo, sva v zadnjih 2 minutah, pa mogoče, če samo strneva nekako, se pravi, želimo si večje jasnosti teh zakonov, čeprav so bili sprejeti zelo hitro in so hitro pomagali tako podjetjem kot delavcem. Delo od doma v prihodnosti, tudi možnost in sicer z manj birokracije in dokazovanja vseh dokazil za to možnost. Skrajšan delovni čas, to so neke take stvari, ki sem jih jaz zdajle izlušila iz najinega pogovora. Sicer pa hvala ti za to tvoje razmišljanje, za tvoje pojasnila, hvala Uniji, ki si bila lahko naša gostja. Hvala seveda vsem EMČem članom, še posebej patron članom, ki podpirate naše virtualne kave in zdaj nečesa ne smem pozabiti. Naša platforma EMČem Young Professionals praznuje 10 let in 10. generacija bo naslednji teden v sredo 17. junija izbrala top potencial letošnjega leta. To bo TV oddaja, možen je ogled v živo ali pa na spletu, se pravi sreda 17. junij ob 20. uri. Tonja in ostali, ki pomagajo, že zelo željno pričakujejo. Jaz pa želim samo še lep sončen vikend. Adijo! Hvala, adijo!